Veseli me, da je zanimanje za razglasitev najboljših športnikov v letu 2017 v okrilju Športne zveze Ljutomer na tako visokem nivoju. Dvorana je naenkrat postala premajhna. Hvala vsem, ki ste prišli podpirati vaše šampione. Vaši šampioni si zaslužijo, da danes dobijo priznanja za minulo leto, za leto 2017. Da je šport v našem okolju dobro sprejet in da delamo na visokem nivoju, kaže seveda številka 48. izbor za najboljšega športnika Športne zveze Ljutomer. To je marsikateri ali pa večina med vami se tega prvega razglasitve verjetno ne spomnite več. Ampak danes bomo govorili o tem, da smo dosegli odlične in še boljše rezultate. Športna zveza Ljutomer si prizadeva, da bi šport približala vsem, od najmlajših do najstarejših, od čistih rekreativcev do najboljših, da rečem, profesionalcev oziroma tistih, ki v našem imenu in za sebe osvajajo medalje na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Ja, tudi takšne bomo danes poklicali na oder, ki so osvojili državno prvenstvo, medalje na evropskih prvenstvih in tudi medalje na svetovnih prvenstvih. Priznanja pa bodo prejeli tudi tisti, ki so si to zaslužili svojim dolgoletnim delom in njihovi rezultati niso samo v tem, da zmagajo, ampak njihovi rezultati se kažejo v tem, da so organizatorji teh športnih prireditev. Zato se posebej zahvaljujem vsem društvom, klubom, ki so v soorganizaciji Športno zvezo Ljutomer ali v svoji organizaciji v preteklem obdobju pripravili različna tekmovanja. Povedati moram, da je Športna zveza v letu 2017 organizirala okoli 175 dogodkov. Privabili smo okoli 4500 ljudi, ki so sodelovali na teh dogodkih in skoraj vsak drugi dan smo se organizirano ukvarjali športom. Torej, še enkrat hvala vsem tem, ki so nam pomagali te prireditve organizirati in ki spodbujajo šport. Na koncu bi se zahvalil še vrtcu Cezanjevci in vrtcu Ljutomer, ki bosta pripravila današnji spremljevalni program. In da zaključim, čestitke vsem nagrajencem in še enkrat hvala občini Ljutomer in občini Veržej za spodbudo našemu športu. Hvala. Pogosto slišimo zgodbe, ko sosed ali znanec srednjih let nezdrave prehrane in z malo gibanja začne kolesariti. Jesti manj mastne hrane. Slišal je 5 kil, pravijo sosedje. Ali zgodbo o 37-letnici, ki je začela športati, hoditi na fitness in spije veliko vode vsak dan. To so lepe zgodbe o tem, kako šport daje življenju novo svežino in energijo. Ampak večina teh zgodb hitro otone v pozabo. Sosed kolesari le še občasno. Soseda spet spije več kave in manj vode, za fitness pa ima vedno manj časa. Dobre navade so težka stvar. Slabih se hitro preučimo. Sami nič ne naredimo, se usedemo na kavč in že jih obvladamo. Trenirati vsak dan, imeti disciplino, voljo in potrpežljivost, prenašati bolečine z nasmehom in vztrajati do konca, to je težko.
Ne glede na starost ali disciplino, športnice in športniki Športne zveze Ljutomer obvladate prave življenjske navade. Poosebljate zagnanost in odločnost postati boljši vsak dan. In ker tudi poznate razliko med tem, ali ste prišli prvi na cilj in med zmago. Biti prvi na cilju pomeni premagati vse ostale. Zmagati pomeni premagati ostale in tudi sebe. Vsak dan znova. Čestitam vam na uspehih in iskreno verjamem, da vam bo zmagovalni duh iz športne mladosti odprl poti za uspehe v življenju, šoli, službi in poslu. Čestitam nagrajencem in se iskreno zahvaljujem Športni zvezi Ljutomer, še posebej predsedniku gospodu Miroslavu Ravtarju, za vso skrbnost in profesionalnost, seveda vsem športnim društvom Športne zveze Ljutomer. Vaše delo je cenjeno in pomembno, ne zgolj za šport, ampak celotno lokalno skupnost. Uspešno vadite, tekmujte in zmagujte tudi v letu 2018. Hvala lepa. Sezon pa eno takšno kolo zdrži? Sem jaz kar srečnica in imam od zadaj dobro podporo, tako da dobim novo kolo kar vsako leto. Vsako leto, dobro. Z rednim vzdrževanjem pa temu ni tako, da bi bilo potrebno prav vsako leto menjati kolo, ampak so materialni vzdržljivi in se pač, kot pravim, z rednim vzdrževanjem je to kolo primerno za večletno uporabo. Kolesa ni, prinesla pa si nam dva pokala, ki smo jih tukaj postavili, pa če pri velikem začnemo. Pri tebi je vsaka sezona sicer uspešna, že kar nekaj let, ampak leto 2013 je bilo pa še posebej uspešno. Zakaj? Rada bi res vedela, ja, točno zakaj, ampak taki rezultati so bili res vrhunski v tisti sezoni in jim nisem oporekala. En lep podatek iz tistega leta je tudi, da sem prav tistem letu začela sodelovati s Samom Ravtarjem, ki je vaš občan in še vedno moj trener. Tudi tisto sezono sem pristopila prvo leto v ekipi Junior Tours Team, v kateri še naprej ustrajam, tako da to so bile tiste male malenkosti oziroma koraki na poti k takim uspehom, ki sem jih v tistem letu dosegla. In ta velik pomeni kaj? Ta velik je pokal oziroma priznanje za skupno zmago v svetovnem pokalu, torej v skupnem seštevku, v katerem sem med posameznimi tekmami dosegla 2 zmagi. Odlično, bravo. Istega leta, torej 2013, če se ne motim, pa se dobila lepo priznanje tudi pri izboru športnika leta, kar se Slovenije tiče.
tako uspešne rezultate je prepoznala tudi slovenska javnost in med športnicami leta v letu 2014 sem zasedla drugo mesto, torej tik za Tino Maze. Bravo. Zlat je ta dan, spet si z mano van. Zmiraj z mano, zmiraj moj bož, tjara-da-da-dam. Ko dobiš, kar želiš si, nisi nič več sam. Tjara-paradi, nobenih skrbi, srečo imaš na vrvici. Prijatelji ti, tjara-paradi, sreča na vrvici. Tjara-da-dam, zlat imaš načrt, iz vetra je stran. Živi beton, svet je kovan, tjara-da-da-dam. Strecimo kam, strecimo stran, strecimo svet sam. Za vse, prav za vse, je prostor nekje, kjer tame še zeleni. Tjara-paradi, za srečo in mir, sreča brez vrvice. Članica karate sekcije pri TVD Partizan Ljutomer, je tudi sodnica Karate zveze Slovenije in v lanskem letu 2017 je dosegla prvo mesto borbe članice do 55 kg, pokal Ljutomera 2017 je bil to, tretje mesto borbe članice do 55 kg v državnem prvenstvu za člane in članice Karate zveze Slovenije, prvo mesto borbe članice do 60 kg Kofukan World Cup Paris v Franciji, drugo mesto borbe članice do 55 kg na Maribor Open in tretje mesto borbe mlajše članice do 61 kg na mladinskem državnem prvenstvu do 21 let v Podčetrtku. Čestitamo za zmago. V prvi vrsti za kategorijo športnica leta 2017 Športne zveze Ljutomer. Ena kuverta in 3 razglasitve pravzaprav. David je član kickboxing kluba Pomurje, nastopal v disciplini light contact do 89 kg in tu so njegovi rezultati v sezoni 2017. Zmagovalec Evropskega pokala v Karlovcu na Hrvaškem, zmagovalec Slovak Open v Bratislavi na Slovaškem, državni prvak na državnem prvenstvu Slovenije v Zagorju, zmagovalec na Bihać Open v Bosni in Hercegovini, zmagovalec svetovnega pokala World Cup 2017 v Budimpešti, zmagovalec odprtega prvenstva Mađarske, Tokol Cup Budimpešta, drugo mesto svetovnega prvenstva WAKO World Championship v Budimpešti. No, po vseh tekmovanjih v letu 2017 in uspešnih vrstitvah pa letos David zaseda tudi prvo mesto na lestvici Official Ranking of the World Association of Kickboxing Organizations, saj ima kar 2649 točk. Čestitamo. Vrde se zahvalil
športniki za vsa prejeta priznanja, se nam dodaja motivacijo za naprej, pa ga res hvala lepa. Hvala. In iskrene čestitke. Podelili smo skoraj da vse, ne predsednik? Ena posebna nagrada pa je še ostala, ki jo mora izročiti predsednik, naši današnji posebni gosti.